Film Čefurji Raus je posnet po istoimenski knjižni uspešnici. Zagotovo nas je Goran Vojnović zopet opomnil na termin Čefur. Mi bomo v studiu gostili dva igralca, ki sta bila del filmske ekipe. Predtem pa poglejmo par odlomkov tega filma. Jebi ga, kad nisi htio biti sportista, budi seljak. Poglejte to. Celovečerni film Gorana Vojnovića, posnet po istoimenski knjižni uspešnici z naslovom Čefurji Raus, je v kinu od 3. oktobra. Po prvem vikendu prikazovanja si je film ogledalo več kot 13.500 obiskovalcev. Zdaj pa je na poti k drugi zlati roli, kar pomeni, da je v slabih 5 tednih kino obiskalo več kot 45.000 gledalcev. Glavni junak je Marko Đorđić z 2 Dž-jema in enim Č, mehkim seveda, ki svoje sanje biti košarkar v NBA ligi, potem ko ga trener vrže iz ekipe, zamenja za druženje s sosedi, ki cel dan uganjajo norčije in posedajo pred blokom v zloglasnem fužinskem naselju. Skupaj s prijatelji Acotom, Dejanom in Adijem zabredejo marsikatero težavo. Konflikt pridejo s policisti, popivajo na javnih prevozih in se pretepajo. Seveda tudi droge ne manjka. Vse to skupaj z nerazumevanjem staršev pripelje do še večjega pritiska na glavne junake, ki se v letih odraščanja spopadajo z iskanjem identitete. Ravno to pa je proces, ki je najbolj izpostavljen, saj se kot otroci bosanskih priseljencev, čeprav so rojeni v Sloveniji, tu ne počutijo doma. Film se da razumeti tudi širše, saj se posveča problematiki sprejemanja imigrantov, pa naj bodo to Čefuri, Kitajci ali Afroameričani. Igralska zasedba, glasba in humor, ki je prikazan skozi dialoge, so odlični, tako da nas ne preseneča, da se film ravno te dni predstavlja na nemškem festivalu v Kotbusu, zatem pa sledijo Makedonija, Srbija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina. Nisu ovo Titina vremena, kad se moglo i zajebavati i dobro živjeti. No, kdo pravzaprav so Čefuri, nam bosta razložila Benjamin in pa Dino iz filma Čefurji Raus. Ja. No, kjer bo začel? Dino? Živijo, nisem Dino, sem igral Acota, tole je. Jaz sem Benjamin Kanetič, igral sem Marka Đorđića, 2 Dž in mehki Č. To smo si zapomnili? Smo si zapomnili, ne. Ja. A veste, mi večkrat snemamo, ne, pa pol več stvari govorimo, tako, večkrat. Ja, kot v filmu. Tako da sem za začetek bomo pozdravili še naša 2 kompanjona, ne, ki igrata z nama, Ivan Pašalič, ki v Splitu študira dramsko igro v letniku Golovka, se mi zdi. Pozdrav Golovko, pozdrav Ivan. In Jernej Kogovšek, a.k.a. Kogovc, ki prihaja iz Fužin in igra Dejana in je, citiram, za studio prevelik. Ni on prevelik, preveliko število je. A si predstavljaš 5 Čefurjev na kupu? 5 Čefurjev pa 1 blondinka, kaj je lepšega? Ja, 4 pa 1 blondinka. Čefurka. Ja, ti si Čefurka. Čak, a nisi Slovenka? Čak, a ja? Ja, dobro. No, dajmo zdaj definirati tole Čefur, kaj je to? Kaj je Čefur? Marko, kaj misliš, kaj je Čefur? Tole je definitivno Čefur. Ok. Jaz nisem Čefur. Drugač pa, ko ne rečem, je Čefur. Kakor sem prej rekel, to je način obnašanja. Ko bi rekel, če sprejmeš, da si Čefur, si Čefur. Jaz mislim, da je to tako, ali si metalc, ali si skin, ali si Čefur, ali si človek, ali si žival, ali si karkoli. Čefur je ko hoče biti Čefur. A se ti ne zdi, da gre tukaj mogoče samo za eno oznako, glih tako, da lahko nekam pašeš? Ne vem, povej ti, Benjamin. Ja, jaz se res ful... To je eno tako delikatno vprašanje, ki me v bistvu muči že dolg časa in mu nisem glih prišel na dno, kakorkoli banalno se slišal. Se pravim, je bila na začetek to neka etnična oznaka, definitivno, pač tudi sam prihajam iz tazga okolja, tudi to, na čemer se Dino zelo jezi, da ti zelo hitro dajo to oznako, ker pač imaš določen predznak oziroma končnico v primku, recimo, in pač si kao označen za Čefurja. Ampak to vsi vemo tudi, da je v bistvu konstrukt te lastne družbe, se pravi družbe, ki kao to proizvaja, ki je ciljena s tem, se pravi kao nas s to isto končnico. To je naš lasten konstrukt tudi. To nisem konstrukt teh, ki to proizvajajo, ker tudi vemo, da so zdaj časi malo drugačni in da se je v bistvu, da se predsodki razpršili na neka druga mesta, da to ni več sam kar tako. Ker Dino v bistvu zdaj zelo dobro ene stvari povedal. Veš,
čefur hočeš biti. Danes se mi zdi, da je čefur nekaj, kar... Je in? Moderen. Recimo, da je moderen. No. Danes v bistvu. Ja, včasih se je to malo bolj poslačalo, kot zdaj. Zdaj v bistvu ljudje toliko ne skrivajo tem, ja, sem čefur, pa kaj pa, ne, sem naič, pa kaj si ti več od mene. Vsi konec koncev smo vsi enaki ljudje, samo eni imajo pač predsodke pred drugačnimi, ker jih ne poznajo. No. In to je to. No. Mislim, da vsi imamo mi svoj prvi vtis, pa to človeka vidiš, nekako si predstavo narediš, ampak to je lahko kar zmotno. No, se pravi, ko človeka spoznaš, šele takrat vidiš, kaj je. Veš, recimo subkulture, ne, biti čefur je tudi bila oznaka, subkulturna oznaka, pač nek določen čas. Ampak to, veš, to določen čas sabo pač nosi, tako ker so bili punksi v določenem času subkultura, ker so bili hipiji v določenem času subkultura, pač so bili tudi v določenem času na določenem kraju, pri nas recimo ta subkultura priseljencev oziroma čefurjev. Ki je pač tudi na nek svojstven način emancipirana, ne? Ampak pač v današnjem času te hiperpluralizacije in liberalizacije vsega se mi zdi, da je v bistvu... Zato se mi zdi to ful tako delikatno vprašanje. Res kdo je čefur danes? Kaj je to danes? Kdo je punks danes? A je to v bistvu punks? A je to znaka nekoga, ga viješ na cesti, pa je on punks, ker je tako oblečen? Ali se obnaša punk? Ali on brca kontejnerje, pa nos neki sabo? Ali pa posluša določeno vrsto muzike, ali pa... Večinoma mlajši, mislim, da mlajši se bolj tako posvečajo z tistim, kar poslušajo. Se pravi, 15 let star fant, dokler poslušajo eno zvrst glasbe, eno skupino in seveda, ker so zadovoljni s tem, posnemajo. In pa se oni vlačijo tako, da izražajo sebe oziroma kaj trenutno počnejo v življenju. Ne. Vidiš ljudi, ki so mlajši, so punkerji, pa odrastejo pa daleč od tega. Ne. Pač to je tudi ena vrsta odraščanja, kaj si, kdo si, kaj si. Iskanje identitete. Ja, v bistvu iskanje identitete, ampak veš, recimo subkultura pač glih nos to močno, sorry, ker sem prepameten, ampak govorim, ampak to močno, mislim, ker se delam kao pametenga. No, se si najci skla. No, sej. Ampak veš, nos to v bistvu neko emancipatorno, veš, to subverzivno moč ima subkultura, ne. Zato v bistvu, veš, s čim komunicira subkultura čefurstva danes? A ta subkultura sploh obstaja? Veš, kaj je problematika čefurjev? Kdo so danes priseljenci, razumeš? Meni se zdi večji problem, veš, tega sodobnega kvazi pseudo-suženja-lastništva. Ljudje, ki prihajajo iz južnih republik, kjer pač jim bila prihodnost uničena, čeprav je tudi nam zelo solidno uničujete. Hvala vam. Ampak pač, veš, prihajajo k nam v nadi za boljšo prihodnost in pol pač, veš, recimo niso plačani, ker pač sistem onemogoča oziroma omogoča ljudem, ki izkoriščajo pač te določene delo. A veš, to, recimo, to je nek ful močen problem, velik problem. Ne pa sam. To nos, neki, a veš, tukaj se skriva nekaj, ampak ne vem, če je to, a so oni čefuri, a veš, a sem jaz isti čefur kakor on. Najbrž nisem, ne, razumeš? Zato govorim, da se gre tudi za neko samo doživljanje. Doživljanje tega pač termina. V bistvu čefur je lahko pa tudi, ne vem, Kitajec, ki pride v Slovenijo, razumeš, kaj hočem povedati? Samo mi, ki smo še tako, naši starši so prišli z bivše Juge, pa smo se tukaj rodili, mi se nekako še lahko skrijemo. No, dober, jaz se ne morem, ker me izdaja barva, pa to, ne. Ampak razni te Kitajci, pa to, tisti, ki so res drugačni, ne vem, iz Južne Afrike, te, ki pridejo sem, te so pa orang čefuri. Ker oni pa so čisto drugačni, oni tudi, če se trudijo in njihovi potomci nikoli ne bojo glih sprejeti v to družbo. Čeprav čuda se dogajajo, kot sem videl tam na Primorskem, župan je tisti Črnc, mislim... Bosman, ja. Bosman, ja, še priimk ima hud. Naprimer, on je pač... Zdrav, Bosman. Živeli. Zdrav. In da obstaja tudi, mislim, če se dovolj potrudiš, pa če dovolj se trudiš, pa si dovolj sprejet, lahko tudi uspeš, tudi če si recimo čefura. Ja, točno to. Če rabite koga. Če se vrnemo k filmu zdaj. Ampak, a veš, sam to pač, ne, sorry, se smo vrnili k filmu, ampak, a veš, sam pač razmišljam o tem, a veš, pač, se pravi, a veš, treba je definirati, se pravi, besedo čefur in pač je odvisen, kako jo definiramo in pač, kako jo uporabljamo in pač, kaj to nosi sabo. Zdaj ti si vprašala, ko mi to doživljava, zelo razprašeno, kot vidiš, ne. Ampak v vsakem primeru je pa pač mišljena slabšalno, ne? Ja, recimo, da je, ja. To je tako, kot v Ameriki niger. To je čisto enak. No, evo. Ampak niger lahko reče nigerju niger, čefur lahko čefuru reče čefur.
Ampak če nisi čefur, pa rečeš čefur je čefur, šta je, hočeš batine. Ja. To je malo pač tako splošen. Ja, sem mislil, ti spet živiš v enem ful času, ki je bil včasih, a veš. Stvari se malo spreminjajo, veš, stvari niso iste, kar so bile 15 let nazaj, ne. To moraš priznati, sam sebi in ljudem okrog, pač, a veš, o tem ti govorim, da ja, se je tako, ampak To je čisto res, ker jaz sem odraščala na Fužinah in še vedno sem na Fužinah in so stvari popolnoma drugačne. Dobar, itak je drugače, zdaj je to čisto drugo. Ne? Včasih Fužine so bile zelo glasne, zdaj niso več. Tako. Ne, pač je bilo obdobje eno, ko so ljudje v bistvu glih tisto samosvojitev je bila, pa to in so ljudje se lovila, ne? Nekateri pač niso imeli možnosti, da delajo oziroma niso hoteli delati in so probali na drugačen način doseči neke materialne vrednote oziroma spoštovanje. So pač obrali to situacijo, ki trenutno zdaj ki mi delamo film, smo naredili film, kakšne so bile Fužine. Ne. Pa nisem Fužine, bilo je to več krajev, se je bil včasih en komad od DJ Čapac, ki je glih takrat opisal to, kako so čefuri bili oblečeni, kaj so počeli, kje so živeli. Ne. Zdaj itak se je spremenilo, seveda se ljudje z leti spreminjamo, ne. Ampak vedno je kako bi rekel, vzad, pred masko je pač tisto, kar je. Ne, tako da. Ne, ampak veš, o tej problematiki se gre, to, kar si ti rekel, v bistvu znotraj te kulture priseljenske, to, kar si ti rekel, v bistvu eni niso mogli delati, eni pa niso hoteli delati. Ne? A veš, tudi tukaj noter je v bistvu skriva veliko stvari. Meni se treba problematizirati tudi te stvari. A veš, ne sam iz zornega kota, mi smo bogi, ker so moji starši prišli iz pizda Bosne, Srbije, Makedonije, ne vem kje. Ja, se ne rabiš truditi v bistvu. Če se vrnemo zdaj k filmu. No, pa se Na dajmo. poti je druga rola, druga zlata rola. To ni nič. To ni nič? To mi čakamo 5, 6, 10 komadov. Tam na tržnici, da prodam, da tudi služim, rabim. Moramo se vedeti ene stvari, ne. To, kar mi dva snimava, ne, ker imam jaz ta svoj kanal, pa to, kar imam ta svoj kanal. Ja, pač morate vedeti, da v bistvu največ ljudi je prišlo gledati film zaradi kanala Dinoti. Okay. Res, tako da pač tudi ta druga zlata rola, kaj je, jaz mislim, da vsaj ene, druga zlata, to je koliko, 50 000 ljudi, jaz mislim, da vsaj ene, 49 000 ljudi je prišlo zaradi kanala Dinoti, no. Okay. Res. Jaz sem si ga pogledala, no, a bom pa zdaj še enkrat priletela k tega gangbanga s Hildo, nisem videla. To je najbolj popularen del. A to je tvoje? Tam on razlaga, kaj bi vse počel. A nisi ti študent? V prostem času. Tudi sem študent, pa kaj, zdaj, ko sem študent, ne bi smel snemati video posnetkov. Ja, ne vem, kako imaš toliko časa, veš, za igro in za študirati in za snemanje in vse. Ja, kaj pa ti počneš v lifeu? Jaz sem že končala. A ti delaš sam to? Ne. No, vidiš, ampak veš, zdaj, če bi rekla še 3 stvari, bi najbrž za vsako najdla čas. Pač se veš, če ti neki ful pomeni, to pač, a veš, mislim, sej čudno gledamo na umetnike pa to, ampak a veš, želiš si nekaj izraziti, ne, in pač te to veseli in najdeš v bistvu sredstvo. Jaz sem se te odločil za YouTube, za gangbang sa Hildom, nekdo drug se je pa za nekaj drugega odločil, ne. Sam YouTube je zakon, če tako pogledaš. Včasih, ko ni bilo YouTuba, ljudje, ki so lahko kaj naredili, ki so sposobni, niso mogli sploh prijeti zraven, ker te vse hiše, razne produkcije, so one odločale, ti boš pa to boš. Zdaj je ful veliko umetnikov na YouTubu, ki sam sebe propagirajo in jih dosti veliko, če so dobri, uspejo. Tako pa nimaš niti možnosti, da prideš zraven. Tako da jaz pozdravljam ta YouTube in se mi zdi ena zelo dobra stvar in tako da dobro si se odločil, res benoti. Umetnik. Ok, zdaj pa nažalost moramo počasi, mislim, kar hitro zaključiti. To je tek 17 vprašanj. To? Ja, ful je šlo hitro. A res, pa jaz sem glih furil. Jaz tudi, stari. Pa to je prvo. Če nas v 2 dela daš. Ja. Bom drugič. Nadaljevanje. Rajva jo povabim še po 5. roli. Dobro. A zmenjeno? Znači, kakor bi naši rekli, ob svetem nikoli. Ne, pa se bosta, Sveti ne. Nikola. Ne, ti ne vere, halo. Ne. Ok, v redu, hvala vama, res ful hvala. Hvala tebi, Aida. Želim vama še veliko uspeha. Ja, pa en velik shout-out to Edin Mahmutovič. Okay. Edo, sorry, malo sem namazan z pudrom, ampak oni so krivi. Ne bo se več dogajalo, čisto mi mori, majke mi moje. Priznaj, da se red mažeš doma v privatnem življenju. Ok, naslednjič se prijete spet namazati nam. V redu, zmenjeno. Okay. Hvala vama še enkrat. Okay. Mi, gledalci, pa si bomo v naslednji rubriki Portret pogledali predstavitev
znane slovenske igralke Nataše Tičer-Raljan. Raljan. Ja, Raljan. Raljan. Ja, Na okej. YouTubeu.